Lep pozdrav, spoštovane gledalke in gledalci v prvi polovici septembra ali Kimavca, ki je bil sprva po rimskem koledarju 7. mesec, od tod tudi ime. V tem obdobju naj bi drevje kimalo od obilice sadov, ki pa sta jih letos žal oklestili pozeba in toča, pa tudi suša je dodala svoje. Kljub vsemu je nekaj borega le ostalo, lahko pa govorimo o obilici dogodkov, ki smo jih zabeležili pretekli konec tedna, še več pa jih bo v naslednjih dneh. Zato ste prijazno vabljeni k ogledu današnje informativne oddaje. Na letošnjih podobah bistriških domačij, ki so potekale minuli konec tedna, dve novosti, in sicer vinsko-viteški turnir in rokodelski praznik. V Slovenjebistriški vojašnici praznovala enota 670. logističnega polka. Razvojno-informacijski center Slovenska Bistrica na novinarski konferenci predstavil projekt Živa coprnija, ki vključuje pestro sodelovanje med Slovenijo in Hrvaško. V Poljčanskem domu starostnikov sekcija frizerk in kozmetičark nudila varovancem brezplačne storitve. V policijskem poročilu znova o krajah, vlomih in vinjenih voznikih. V športu pa o športnih igrah zaposlenih v Impolu, ki že 20. leto potekajo pod imenom Impolijada. V rubriki Lokalne novice o kmetijsko-turistični prireditvi podobe bistriških domačij, praznovanje v Slovenjebistriški vojašnici, projektu Živa coprnija in drugih dogodkih. V Slovenski Bistrici so v petek 8. in v soboto 9. septembra izvedli že 21. podobe bistriških domačij, tradicionalno kmetijsko-turistično prireditev. RIC Slovenska Bistrica je v sodelovanju z ostalimi prireditelji pripravil dve novosti: vinsko-viteški turnir z vrsti belih sort in rokodelski praznik. Rokodelski praznik v Bistriškem gradu so organizirali v okviru Slovenskega rokodelskega festivala 2017, ki poteka po vsej državi pod okriljem Konzorcija rokodelskih centrov Slovenije. 20 rokodelcev in rokodelk je v petek predstavilo različne domače obrti. Precej pozornosti je pritegnila razstava Bogata zakladnica rokodelske ustvarjalnosti Škofjeloškega, ki je še vedno na ogled v Centru domače in umetnostne obrti Slovenska Bistrica. Ja, verjamemo v to, da je v povezovanju v bistvu moč in prednost, in zato smo se z veseljem odzvali povabilu gospe Kirbiš in Razvojno-informacijskega centra, ki organizira podobe, in Tica, da skupaj nastopimo na tem dogodku, in tako se predstavlja tukaj zdaj 5 rokodelskih centrov iz Slovenije s svojimi izdelki in rokodelci, ki jih združujejo, in tudi še 15 samostojnih rokodelk in rokodelcev, ki so jih te centri v bistvu tudi povabili na našo prireditev. Tako da smo zelo veseli posebej te čudovite razstave, ki kaže rokodelstvo na Škofjeloškem. Je pa ta razstava v bistvu odgovor na našo, maja smo rokodelski center, naš slovensko-bistriški, imel tako predstavitev v bistvu takrat izdelkov centra domače umetnostne obrti v Škofji Loki. Tako da je z nami tudi župan letos Škofje Loke in predvsem pa te čudoviti izdelki visoke kvalitete, bi lahko rekli, in to je tudi želja za nas za naprej. Torej boste podobno sodelovali tudi v prihodnje? Ja, in na srečo je 9 rokodelskih centrov v Sloveniji, ker smo povezani tudi v konzorcij, ki nam spet v povezovanju daje moč in na ta način lažje tudi izmenjamo in podpremo drug drugega, predvsem pa rokodelstvo in rokodelce, ki se trudijo s svojimi izdelki tudi preživeti. Rokodelski center Škofja Loka je na podobah bistriških domačij zastopala tudi Petra Plestenjak-Podlogar, ki že več kot 40 let rezbari modele za male loške kruhke.
Jaz sem kot punčka gledala pri svojem starem očetu, Ivanu Plestenjaku, kako je razbaril in je tudi mene zamikalo. In sem tam pol približno pri 12 letih kar vztrajala, da bom tudi jaz začela, in ker je stari oče videl, da se ne urežem, da znam leta sama zbirati, da se nisem pustila kaj preveč komandirati, me je pa pustil in je pol bil tudi ponosen, da smo vsak na svojem koncu mize razbarila. In zdaj, ko je čas računalnikov pa mobitelov, otroci se s tem ukvarjajo, jaz sem pa kot punca komaj čakala, da je bil petek popoldne, da sem lahko razbarčila k staremu očetu. Tako da je fino, tudi če se zdaj otroci recimo ukvarjajo z nečim takim in svoj prosti čas koristno porabijo, pa še kaj naredijo. Kako torej poteka vaše delo, koliko časa porabite za en model? Različno, ker imam tudi različne modele, malo je odvisno, vzorce. Vzorc je odvisen, velikost modela, trdota lesa, malo od mojega razpoloženja. Večinoma vzorcev se jaz kar sproti izmišljujem, tako da zdaj, ko delam tudi malo take razbarije v bolj umetniški les, nepravilen les je to, da ima kakšno grčo, kakšno razpoko, pa moram tudi malo prilagoditi temu. Klasični modeli, osnovni so bili tele za peko medenega peciva. Te naredim bolj odprte reze, da gre tudi medeno pecivo lažje ven. To lahko recimo tukaj pokažem. Pol se takole surovo se vtisne in pol tak meden kruhek krata. Težko rečem, koliko časa delam, ker nikoli ne gledam na uro, ampak par ur je pa zmeraj, pa tudi par dni za večje izdelke. Omenili ste že mlajše generacije, se radi tudi oni poprimejo tega dela? Ja, otroci jih zelo zanima, čeprav od leta pa noži, to je lahko malo nevarno, ampak se takoj vidi, kdo zna prijeti, kdo ima vse to, Moj vnuk je star samo 2 leti, ampak ga komaj ubranem, mi skozi na mizo pleza, pa leta jemlje, tako da upam, da ga bo veselilo, da bo tudi kaj to počel. Danes gostujete tukaj na prireditvi Podobe bistriških domačij. Kako ste zadovoljni z organizacijo? Zaenkrat, kakor sem videla, mi je zelo všeč. Gostujem tukaj z našim rokodelskim centrom iz Škofje Loke. Tu smo sekcija, duo sekcija, ki delujemo pri Obrtni zbornici Škofja Loka in nas je tukaj 5, imam še 4 kolege, vsak delamo nekaj drugega. Tudi naša razstava je bila posneta, se vidite, da nas je okoli 20 in mislim, da je zelo lepo tukaj. Samo še tole vprašanje, kako pa je s trženjem vaših izdelkov? To je pa tako, Jaz nimam takih drobnih, majhnih izdelkov, da bi jih lahko po 2-3 evre prodajala, ker delam vse ročno, z leti, pa tudi vsem ljudem ni les všeč. So pa navdušenci, ki si pa želijo to, tako da ni pa za preživeti pa ne bi bilo, Obiskovalci, predvsem otroci iz okoliških šol, so si lahko ogledali še tkanje, izdelavo nakita, obdelavo kamna, pletenje košar, lončarstvo, izdelavo izdelkov iz ličja in še kaj. Otroci so svoje spretnosti preizkusili tudi na rokodelskih delavnicah Moj pohorski kamenček. Izdelaj si papir z osebno noto in ptičnica. V petek dopoldne so v Bistriškem gradu izvedli okroglo mizo na temo Podjetništvo na podeželju. Na okrogli mizi so sodelovali dr. Aleš Gačnik, doktorica Andreja Brle-Lakota, Lena Klinar, Alojz Buček, Ljubica Zgonec-Zorko in župan občine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar, torej strokovnjaki z področja dediščine, vina, kulinarike, obrti in izobraževanja. Podeželski prostor skriva mnogo potencialov za pridobivanje novih oblik zaposlitve in ustvarjanje delovnih mest, vendar je pogosto žal tako, da ljudje na podeželju ne vidijo novih podjetniških priložnosti oziroma podporni mehanizmi nimajo sposobnosti, da bi jih motivirali in jih spodbujali k zadostnemu samorazvoju. V organizaciji Evropskega reda vitezov vina Konzulata za Slovenijo so v petek v Bistriškem gradu prvič podelili tudi viteške grbe za najboljša vina. Vinsko-viteški turnir prirejajo vsako leto, z njim želijo opozoriti na določeno vino oziroma promovirati vrsto vina, ki je za določeno območje zanimiva ali pomembna.
Za letošnji turnir so izbrali bele zvrsti vinorodne dežele Podravje, tako suhe kot polsuhe. Gostja prireditve je bila vinska kraljica Slovenije Maja Žibert. Prav tako na letošnjih podobah ni manjkalo številnih drugih zanimivosti, prikazov starih običajev in obrti, ustvarjalnih delavnic, ocenjevanja lokalnih pridelkov, razstav, ogledov naravnih in kulturnih znamenitosti, dogajanj na grajski tržnici, predavanj in predstavitev, vodenih ogledov kmetij, vodenih degustacij vina v grajski vinoteki. Obiskovalce je pozdravila tudi Miška Frida. Predstavili so se turistični podmladki, kmetijska in druga društva ter zanimivi posamezniki. V okviru prireditve so se v soboto na medobčinskem srečanju turistična društva pomerila v zanimivih igrah. Zmagala je Zgornja Lužnica pred Kočnim, Coklo, Tinjem in Oplotnico. Vse skupaj so zaključili s podelitvijo priznanj za narejene kruhe in potice ter nagrad turističnim društvom. Poleg tega so pripravili še nekaj spremljevalnih dogodkov v okolici mesta. V ponedeljek, 11. septembra, so v vojašnici Vincenca Repnika Slovenska Bistrica obeležili dan enote 670. logističnega polka. Enota načrtuje, organizira in izvaja oskrbovanje ter premike in transporte za potrebe poveljstev in enot Slovenske vojske na ozemlju naše države in tudi v tujini. Slavnostna govornika sta bila poveljnik logistične brigade Slovenske vojske brigadir Milan Žurman in poveljnik 670. logističnega polka polkovnik Frederik Škamlec. Poseben pozdrav, pa tako kot vsako leto seveda, je namenjen vam, spoštovane sodelavke in sodelavci, pripadnice in pripadnike 670. logističnega polka, ki danes praznujete svoj dan. Čas hitro teče in leto je naokrog. In mi se spominjamo naše zgodovine in naše preteklosti. Lahko bi rekli, da je minilo 13 let, da praznujemo 13. rojstni dan. Pa vemo, da je zgodovina razvoja enote vendarle nekoliko starejša. Mravljice pa še vedno opravljamo in izvajamo svoje naloge po najboljših močeh. Spoštovane sodelavke, spoštovani sodelavci, veliko zahtevnih nalog smo opravili od našega zadnjega praznovanja. Predolgo bi trajalo, če bi vse našteval. Ker se še vedno ni izvedla nobena vaja, ne doma in ne v tujini, da mi nismo zagotavljali logistične podpore na področju storitev, oskrbe ali prevozov. Naloge opravljamo tako doma kot v tujini, zagotavljamo zahtevno pripravljenost. V preteklem obdobju smo dali velik prispevek k prenosu znanja in to ne samo na našem strokovnem področju oskrbe in prometa, temveč tudi na drugih. Redno se namreč zagotavljamo in nudimo pomoč centru vojaških šol našimi pripadniki kot inštruktorji za posamezna področja. Pomagamo tudi bojnima brigadama z vozniki v takojšnjih pozivnih silah, z inštruktorjem za kolesnike. Poleg navedenega pa se najde čas tudi za sodelovanje na tekmovanju, kot je tekmovanje oddelkov na nivoju logistične brigade ali na nivoju Slovenske vojske. Naloge smo v preteklem obdobju opravili odlično, glede na vire, ki so nam na razpolago. Razlog za te uspehe je preprost. Vestno delo, odgovornost, marljivost. Vse naloge in aktivnosti, ki smo jih izvajali in jih izvajamo in smo izvedli z našim in vašim angažiranjem ter vašim vestnim delom. Še zmerno veliko pozornost posvečamo sodelovanju s civilnim okoljem. Trdim, da smo na tem področju uspešni, imamo pristne stike z lokalnimi skupnostmi na območju, kjer živimo in delamo. Še zmerno naloge opravljamo na 14 različnih lokacijah po celi Sloveniji. Še vedno lahko rečemo, da živimo za in smo na razpolago našim državljankam in državljanom. Moja ocena je, da smo bili uspešni na vseh področjih. Celo na kadrovskem smo doživeli okrepitev s poveljniki in poveljnicami vodov. Žal je še vedno prisotno pomanjkanje vojakov, brez katerih ni možno pričakovati kakovostne realizacije nalog. Ker je človeški vir najpomembnejši, menim, da si zasluži temu primerno pozornost in nujno reševanje kadrovskega neskladja, ki je prisotno že dalj časa.
Ne glede na vse povedano, brigadir Žurman, seveda na nas še lahko vedno računate, da se bomo potrudili in po najboljših močeh izvršili naloge, ki boste pred nas postavili. Zato, spoštovane sodelavke, spoštovani sodelavci, hvala za vaš trud in opravljeno delo. Vsem tistim, ki se danes nahajajo na nalogah v tujini, želim veliko uspeha pri izvajanju nalog in srečno vrnitev nazaj v enoto. Ob našem prazniku prejmite iskrene čestitke, posebne čestitke pa gredo vsem današnjim dobitnikom priznanj in povišenj. Še vedno sem zelo ponosen na vas in si želim, da bi z vami in v tem kolektivu zaključil svojo vojaško kariero. Hvala. Na slovesnosti so vojakom podelili tudi pohvale in posebna priznanja. V sredo 13. septembra je v prostorih občine Slovenska Bistrica potekalo uvodno srečanje partnerjev čezmejnega projekta Živa Coprnija. Glavni cilj projekta, v katerem sodeluje 6 partnerjev iz Slovenije in Hrvaške, vodilni partner je Razvojno-informacijski center Slovenska Bistrica, je zagotoviti aktivno ohranjanje bajeslovnega izročila Pohorja in Istre. Ob sestanku so svoje uvodne dejavnosti predstavili tudi novinarjem. Zdaj v Slovenski Bistrici konkretno ta projekt pomeni tudi nadgradnjo prejšnjega projekta, ki smo ga dobili na programu Slovenija-Hrvaška, se pravi Enjoy Heritage. Če bomo tam zgradili infrastrukturo oziroma opremili tematske poti, si za tem projektom nadejamo, da bomo prišli do novih programov, do novih vsebin na področju Pohorja, kar bomo tudi zelo dobro povezali z Istro. O tem bodo več rekli naši projektni partnerji. Obetamo pa si tudi, da bo nastal nek nov, inovativen turističen produkt, ki ga tudi v Slovenski Bistrici krvavo potrebujemo, da pridobimo nove obiskovalce. Bomo pa morali počakati vsi skupaj dobri 2 leti, da bomo videli, kaj bo iz tega nastalo. Ideja za Živo Coprnijo se je porodila Jani Jeglič iz Rica Slovenska Bistrica in direktorju založbe Beletrina Mitji Čandru. Tukaj smo res imeli vsi skupaj srečo, sam moram reči, da prva stvar, ki je zelo pomembna, je to, da je Ric Slovenska Bistrica izjemno ambiciozna in uspešna institucija na področju pridobivanja in izvajanja evropskih in drugih projektov. Z Moniko sva se spoznala in spoprijateljila pred zdaj že nekaj leti ob pripravah na Mariborsko evropsko kulturno prestolnico, kjer je Monika vodila investicijsko pisarno izjemno uspešno, jaz sem bil pa na samem projektu kot programski direktor. In potem sva se kar precej časa pogovarjala, kako bi zdaj kaj v tej vzhodni koheziji naredili, kako bi kak projekt zagnali, in usoda je potem prinesla do tega, da smo ravno na tem projektu pa lahko končno tudi se lotili ene konkretne skupne zgodbe. In seveda je pa zelo pomembno bilo ravno, da sem Jano srečal po 20 letih skoraj. Sem se zelo dosti družila na teh res mladostnih letih, relativno mladi smo še vedno, ne. Ampak Jana je seveda z eno veliko energijo pristopila k stvari in moram reči, da smo v tej fazi najprej med sabo razčistili, zakaj je ta projekt pomemben, konkretno iz več vidikov. Rad bi mogoče na 2 opozoril najprej, predno grem še na partnerje iz Hrvaške, ki seveda brez njih tega ne bi bilo. Ampak za to okolje se mi zdi to zelo pomembno, da se končno s Pohorjem dogaja nekaj bolj ambicioznega oziroma nekaj takega, kar ni povezano samo z infrastrukturo, ampak tudi z vsebinami, s programi, ker Pohorje ima izjemen potencial turističen, ampak dostikrat se vse skupaj ustavi pri pomanjkanju vsebin, da ne rečem seveda tudi pri večjih problemih, ampak vendarle pri pomanjkanju nekih novih vsebin. In mislim, da ta zgodba prinaša vsebine v to okolje. Druga stvar, ki pa je nasploh pomembna za Slovenijo, je pa to, da je kulturni turizem, in mislim, da tudi na Hrvaškem in celi Evropi zdaj v nekem vzponu velikem, da se je ugotovilo, da je kulturni turizem najhitreje rastoča panoga znotraj turističnega sektorja na svetu in da si ljudje želijo tovrstnih vsebin. In v Sloveniji je dosti bilo o tem govorjenega, nič pa narejenega pravzaprav. In to je seveda zdaj en zelo pomemben projekt, ker se ne opira na
materialno dediščino, torej ne gre zdaj toliko za to, da bi gradove ali neke take stvari promovirali, ampak na nesnovno dediščino, na bajeslovje, na tisto, kar je v zgodbah, kar je v besedah, kar je v nekem živem ali pa včasih že malo pozabljenem izročilu, in se mi zdi to toliko bolj pomembno, da te, da rečem, na videz neoprijemljive stvari potegnemo v samo zadevo in jih seveda združimo z najbolj sodobnimi tehnologijami in orodji, ki so na voljo, od digitalnih vodičev in tako naprej, torej od tradicionalnih zadev, slikanice in take stvari, do najbolj sodobnih, kot je nadgrajena resničnost in takšne zadeve. Moram pa seveda reči, da sem izjemno vesel, da smo našli tako dobre partnerje v Istri, kolege iz Vala kulture, ki recimo delajo izjemne festivale posvečene etnografskemu izročilu in so lahko nam vsem za zgled, kako se da takšne stvari res profesionalno in dobro narediti in uspešno narediti, ne samo same sebi namen. Etnografski muzej Istre, ki je seveda izjemno močna strokovna institucija na tem področju, in seveda občina Pičan, ki pa seveda tudi zaradi izkušenj z festivalom, Legend Festom in ostalimi zadevami, moram reči, izjemno lepo tudi pristopila k stvari. Sam bi pa posebej še poudaril na slovenski strani seveda sodelovanje Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti, ki bo pripravil izhodišča, strokovna izhodišča, da ne bomo dejansko kar enih bajk zdaj sem tja vlekli, ampak kako pravzaprav priti do kvalitetnega gradiva, ga ovrednotiti in iz njega narediti potem produkte, ki bodo dobri. Projekt, ki ga bodo uresničili do konca leta 2019, je vreden dobrih 926 tisoč evrov. Od tega bodo Ricu Slovenska Bistrica namenili 258 tisoč evrov. Evropska sredstva so pridobili na mednarodnem razpisu. Sekcija frizerk in kozmetičark pri Slovenjebistriški obrtni zbornici je od 11. do 13. septembra v Poljčanskem domu starostnikov organizirala humanitarno akcijo, in sicer ob 65-letnici delovanja doma. Dobrodelno akcijo organizirajo v okviru programa dela sekcije za leto 2017 ter z občutki hvaležnosti in veselja, ki ga je bila sekcija deležna svoje prisotnosti v domu pred 2 letoma. V času od 14. do 16. septembra 2017 so potekale v Poljčanskem domu številne prireditve. Zato je bila humanitarna akcija obrtne zbornice še tem bolj pohvale vredna, saj lahko tudi urejena pričeska in ličenje marsikomu prižgeta iskico v očeh in polepšata vsakdanjik. Izkazali so se tudi donatorji, ki so prispevali materijale, in zato ni iz trte zvit pregovor, da je v slogi moč. Zasebna šola za tuje jezike Iza iz Slovenske Bistrice je v sredo 13. septembra v prostorih šole organizirala uradno podelitev mednarodnega certifikata Cambridge English, ki so ga mladi tečajniki pridobili na izpitu v Ljubljani. Dobitniki certifikatov se vpišejo v Zlato knjigo mednarodnih izpitov. Certifikate je podelila angleška veleposlanica v Sloveniji Sophie Honey. Policisti Slovenjebistriške policijske postaje so v preteklem in tem tednu zabeležili in obravnavali naslednje dogodke in pojave. Z področja kriminalitete je bilo zabeleženih 8 kaznivih dejanj, od tega 7 tatvin in 1 zatajitev. Slovenska Bistrica. Neznani storilec je snel tablo z napisom z enega od gostinskih lokalov, škode je za 230 evrov. Znani storilec je v eni od prodajaln ukradel nekaj prehrambenih izdelkov v vrednosti malo manj kot 15 evrov. Pri dejanju ga je zalotil varnostnik in ga pridržal do prihoda policistov. Neznani storilec je poskušal vlomiti v eno od trgovin, vendar ga je pregnala alarmna naprava. Lastnik pa je kljub temu oškodovan za 200 evrov. Z področja prometne varnosti so policisti obravnavali 13 prometnih nesreč, podali 2 obdolžilna predloga, izdali 29 plačilnih nalogov in začasno odvzeli 5 vozniških dovoljenj. Zaradi kršitve javnega reda in miru so posredovali 8-krat, obravnavali pa so še 1 samomor, nenadno smrt in 2 druga dogodka.
Zaposleni v industrijski coni Impola so imeli v petek 8. in soboto 9. septembra že svoje 20. športne igre. Ali drugače povedano, v Slovenski Bistrici in njeni okolici je potekala 20. Impolijada. Za jubilejne igre se je prijavilo več kot 700 zaposlenih, ki so tekmovali v 17 različnih športnih in družabnih disciplinah. Večina športnih dogodkov se je odvijala v športnem parku v našem mestu. Družabne igre so svoje dogajanje doživele ob ribniku Parovec, kjer je bila tudi razglasitev rezultatov in zabavni del tega dogodka z ansamblom Toti Štajerci. V petkovem delu tekmovanja je bil vrhunec vsekakor kolesarski vzpon na Tinje, kjer je pedale vrtelo 48 kolesarjev in 2 kolesarki. Živahno je bilo že prvi dan iger na kegljišču v športnem parku in seveda tudi na strelišču v Slovenski Bistrici. Svoje delo so oddelali tudi tekmovalni pari v badmintonu, pa tudi na črno-belih šahovskih poljih ni bilo dolgočasno. Tokrat so izjemoma že prvi tekmovalni dan na ribniku Pragersko trneke namakali ribiči. V sončno prebujajoče jutro sobotnega dne so se udeleženci podali na tekmovanja, kjer so bili v spredju kolektivni športi. Najboljši žogobrcarji Impola so igrali v 2 starostnih skupinah, do 35 let je zmagala ekipa Cevarne, v starejši skupini pa so slavili nogometaši Alomata. Največ ekip je igralo odbojko na mivki. Na polfinalnih in finalnih obračunih na Parovcu so največ pokazali igralci Valjarne, ki so tako zasluženo ponesli pokal za prvo mesto. Odlično se je odvijalo dogajanje pod košarkarskimi obroči, kjer niso pozabili tudi na metanje trojk in prostih metov za ženske, kjer so dobili tudi novega zmagovalca in zmagovalko. V tenisu je v kategoriji do 45 let zmagal Uroš Kovačet iz Livarne. Nad 45 let je bil prvi Tomas Smolar Valjarna, v ženskem delu pa je lopar najbolje obogal Leo Kropec iz tehnike Set. Namizni tenis je bil v znamenju odličnega Sebastiana Kotnika, ki je tudi tokrat vzel zlato kolajno. Pri ženskah je ta žlahtna kovino domov odnesla Lucija Kunčič. Rekordno udeležbo so organizatorji ponovno zabeležili v pikadu in ruskem kegljanju, ki se je tokrat prvič odvijalo na Parovcu. Za popestritev iger so poskrbeli tudi igralci v taroku in nastopajoči v hitrem ribolovu, kjer so vsa 3 odličja pobrale predstavnice nežnejšega spola. Največjo poslastico so udeleženci iger doživeli v zadnji disciplini iger, vlečene vrvi za moške in ženske. V zgodovini iger je bil to 3. nastop najmočnejših Impoljčanov. Ta disciplina je bila samo na prvih in drugih športnih igrah. Ekipe, ki so se prijavile za to izziv, so tudi navdušile. V moškem delu je med 5 ekipami zmagala ekipa Profilov pred Stampalom in Rondalom. Pri ženskah so pokal za prvo mesto prejele tekmovalke Unidela, ki so bile boljše od zaposlenih, ki so vrh vlekle za Sinfin in letošnjih organizatoric iger ekipe Kadringa. Vse udeležence iger je na zaključni slovesnosti nagovoril podpredsednik upravnega odbora skupine Impol Vlado Leskovar. Tu vas vse zelo lepo z najboljšimi željami želim videti zopet v naslednjem letu. Ampak enake pozdrave, pa še lepše pozdrave pa moramo dati tistim, ki pa morajo danes v tovarni delati. Ker delo gre non-stop in nekaj, 1/4 zaposlenih mora danes delati. In tisti, ki delajo, tistim pozdrav. Samo nekaj besed o Impolu. Lani, če se kdo spomni, sem na istem mestu rekel, Impolu gre še kar zadovoljivo. Še kar dobro delamo in želimo si, da bi tako ostalo naprej. Letos si še moramo še malo bolj želeti, da bi tako ostalo. Ker delamo vsaj toliko dobro kot predhodne leto, s tem, da mogoče bomo letos še majčkeno boljši.
Potrudili se bomo, da bomo čim več dobička ustvarili, samo ne zato, da bi ga požrli. Ustvariti ga moramo zato, da tisti dobiček vložimo nazaj, da bojo naša delovna mesta ostala. Ker vedeti moramo, če vsako leto, za vsako delovno mesto ne vložimo kar lepi znesek denarja, in to je najmanj 10 000 evrov, potem se drugo leto začne število delovnih mest manjšati. To v neskončno ne gre, ker potem naenkrat vse skupaj pade. In zato se moramo mi ta prvo, kar je, potruditi, da ustvarimo tak dobiček, da bomo delovna mesta ohranili, da se bomo lahko vsi srečevali na takih srečanjih, kot je Impolijada. Pa tudi še na kakih drugih letnih srečanjih, vse se še večkrat dobimo. Želimo si, da bi drugo leto zopet prišli do takih krogov. To se bomo močno trudili. Impol ima danes nekaj zelo kritičnih točk. Do 31. oktobra moramo en kup zelo rečnih stvari preživeti. Če bomo 31. oktober pa dobro preživeli, nam bo pa drugo leto šlo še boljše. To pa dam skoraj roko vodi. Ampak danes nekaj rečnih stvari in nekaj neprestavnih reči, ampak potem pa upam, da se nam bo vse najlepše izteklo. In če se nam bo vse dobro izteklo, potem bomo mogoče čez kaka leta, ne še takoj, ampak čez kaka leta, tako srečanje naredili v malo širšem krogu, na katerega se bomo povabili tudi iz drugih koncev, iz drugih držav, ker potem bomo tak po starem rečeno rahla mala Jugoslavija v malem. Pa mogoče ne zmeraj samo tu, mogoče še tudi kje druge, ker na koncu smo še na kar lepih, simpatičnih koncih. Na enem koncu na Zlatiboru, drugi konec je pa Šibenik in vse posod bi si verjetno marsikdo od nas želel, da bi bil kdaj v bodoče na taki prireditvi, kot je Impolijada. Pa delajmo vse, da bi tak bilo. No, ker bomo pa delali, da bi tudi letos, da bi nam čim boljši rezultat ratal, pa lahko računamo, da se bo to tudi nekaj pa poznalo na plačah. Že v par dnevih imamo upravni odbor, kjer bomo verjetno sprejeli neko odločitev, da bomo morali plače majčkeno uskladiti z uspešnostjo. Na eni strani. Na drugi strani pa verjetno si bomo dobro prislužili kako božičnico in tudi 13. plačo, to pa 100%. Pred podelitvijo pokalov, kolajn in folij je podpredsednik upravnega odbora skupine Impol Vlado Leskovar na oder povabil vse tiste, ki so doslej sodelovali na vseh 20 igrah Impola. Take okrogle obletnice ne bomo nikoli več doživeli. Tu so tisti, ki so 20 let bili junaki na Impolijadah. Najlepše je to, da so tudi dame zraven. In vsi, ki imate tak velik jubilej, če nič druga si zaslužite vsaj en dober šampanjec. Priznanje najboljšim sta podelila podpredsednik upravnega odbora in izvršna direktorica za finance in informatiko Irena Šela. Mi smo veseli, da lahko vsako leto priredimo ta dogodek. V pripravo je vključenih kar široki krog ljudi. Moram se ob tem zahvaliti vsem, ki so vključeni v to, ker izvedba enega takega dogodka ni kar mačji kašelj, da rečem.
Jaz mislim, da je prav, da se znamo družiti tudi izven delovnega okolja, da sknemo mogoče tudi vezi malo drugačne in da to pripomore potem tudi k temu, da lažje sodelujemo in vsakodnevno potem prispevamo k rasti Impola, kar tudi vidite vsi že. Pohvaliti pa je treba tudi dejstvo, da nekako tudi vodilni delavci nekako sodelujete na teh športnih tekmovanjih. Ta obseg športnih dogodkov je kar velik. Danes nekako, če izračunamo, imamo 17 športnih disciplin, kar je impozantni podatek. In vsi tudi vodilni delavci tekmujete določene športne discipline. Tudi to je pomemben podatek. Jaz mislim, da je to pomembno pokazati vsem sodelavcem, da si želimo sodelovanja, ker samo na tak način lahko Impol raste. Vemo, da ljudje delamo posel, ljudje delamo rezultate. Ob tem dejstvu pa se mi tudi poraja vprašanje, nekako Impol se širi v to aluminijsko industrijo bivše Jugoslavije. Ali morda v prihodnosti računamo tudi na kakšno obuditev tistih sijal iger, ki so potekale takrat na območju bivše Jugoslavije? Jaz, če govorim v svojem imenu, bi si to želela, zato ker se mi zdi, da že zdaj potekajo kar velika sodelovanja med vsemi temi lokacijami, da tako rečem, in z Srbijo in z Hrvaško, tako da je verjetno prav, da se potem srečamo sodelavci iz različnih držav tudi na takem dogodku. Danes smo torej videli tudi dogodek, ko je podpredsednik upravnega odbora, gospod Vlado Leskovar, nekako poklical na oder tudi tiste, ki so nekako pisali 20-letno zgodovino teh športnih iger. Kaj tebi kot tale podatek, ki si danes videla, da je bilo kar 12 tistih, ki se je nekako udeležilo vseh 20 iger, pomeni? Ja, v bistvu sem že jaz tudi več kot 20 let tu in mi je žal, da nisem bila na vseh teh 20-ih, tako da bom se potrudila, da bom na naslednjih, če bom vse možno. V redu, to je zelo dobro in jaz si želim, da bi čim več ljudi pa zaposlenih oziroma sodelavcev vključilo v to, ker ni tu pomembna tekmovalnost, čeprav potem vidiš, ko so te medalje in ti pokali, da si ljudje, jim je to všeč, ampak predvsem mislim, naj nam bo vodilo, da se družimo in da sodelujemo, pa ne glede na to, ali si prvi, drugi, tretji ali pa si mogoče tudi zadnji. Mogoče kdaj nagrada za kakega zadnjega. Spoštovani, informativna oddaja se je iztekla in čeprav vremenoslovci ne napovedujejo ravno lepega in sončnega obdobja, si lahko tudi konec tedna polešate v krogu družine in prijateljev. Pa srečno do prihodnjič.